Hadouken! Živeli youtuberi, Dino se danes javlja spet malo drugače video. Danes delamo čisto nekaj drugega, ne delamo gaming, ne delamo vloge, ampak delamo unboxing. In sicer, kva se je zgodil? LG me je kontaktiral, rekel, Dino, vem, da si gamer, Dino, vem, da si vloger. In vemo, da imaš una dva monitorja, en zraven drugega. In to ne zgleda ničemer podoben. Zato smo se mi odločili, da ti podarimo monitor ultrawide. Topči, duper gaming zadeva, beast po domače povedano. Brez da govorim, naredili bomo unboxing tega hudega beast gaming monitorja. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Pomembno obvestilo, delam ta del naknadno. LG je rekel, Dino, podarimo monitor 24-inčni Full HD 144 Hz gaming enemu od tvojih fanov. In sicer vse, kar moraš narediti, je, da deliš ta posnetek obvezno, da me followaš na Instagram obvezno, lajkaš in komentiraš, zakaj bi jaz tebi dal ta monitor. Dej napiš nekaj pametnega, da dobiš monitor. In poglej, koliko stane, 260 evrov. 260 evrov dobiš džaba. Zato, ker si cool, pa ker slediš Dinotiju, pa ker me imaš rad. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Unboxing LG Ultra Gear monitor, kaj sploh je to? To je v bistvu ultrawide 21:9 3440x1440 pixelov. Ni raven, je krd, zato da je vsa slika proti tebi. Jaz nimam izkušenj s takim monitorjem, tako da to bo prvič. Bi pa vam rad pokazal unboxing, pa kako bo izgledal na moji mizi. Tako da brez da govorim, gremo naprej. Tukaj imamo en selotejp. Škatla je kar ogromna, pa to je nekaj najlepšega, to je isto, kad je božič, stari. A veš ono, kad dobiš darilo? To ne rabimo. Pa smo dobili noter neki LG list, nijem pojma, accessories. Sprav, accessories, tole je, kaj je to? Noter smo dobili polnilec, potem smo dobili kabel navaden. Navadna HDMI kabel, še en USB kabel, dobili smo neki nastavk in še en HDMI kabel. To je to, kar se tiče kablov. Tukaj, kakor vidimo, postolje, se pravi, da drži ta naš monitor. In to je to čudo. Jo, zdaj tole sam dajet ven je kar nevaren. Tukaj imam še stolp, na katerega postaviš monitor in dejansko ekran, upam, da mi ne bo padel. Težek je kaj velik, to je 90 cm HDR ekran, to pomeni, da ima boljše črne, boljše bele, ne. 144 Hz, to pomeni 144 slikic na sekundo, pa ima FreeSync dvojka. Kaj je FreeSync? FreeSync je isto, kot pri Nvidii G-Sync, se ta je FreeSync. Jaz imam po bistvu G-Sync Nvidia kartico. Zdaj to dvoje baje se da povezati, bomo pa sami na svoji lastni koži sprobali. Sam še manjka, da mi pade! Ok, zdaj ga imamo tukaj. To je to, kaj še kje v škatli, nič več škatla, sploh vrže. Zdaj imamo pa tukaj ta ekranček. 3440x1440 pixelov. 21:9. Zdaj bom jaz to vse skupaj sestavil, pa bomo pa preklopili na računalnik. Prav imamo tole, pa tole. Ma vesa priključek, tako da ga lahko date na steno, prav bomo tole prijeli. Vzad ima, kakor vidite, tukaj ta vijak, tole vzameš, to gre tukaj, to gre tukaj, damo skupaj. In tukaj zašaraufaš. Sprav, ne smeš preveč zategant, ker itak je dovolj sam za roko. Dobre, takole, veš, tako to zgleda. Vzamemo monitor. Až to mi fali, da mi pade. In ga dejansko nastavimo nekako gor. Op! Pa je sedel ata na mamo. Zdaj smo ga skup sestavili, zdaj pa je dejansko to preklopil na računalnik, da vidimo, kako vse to skup špila. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Kakor vidite, tole je moj setup, ne? In zdaj bom nadomestil ta dva z mojim enim. Mogoče pol bom pa videl, če bom vključil še ta monitor za tretji monitor, oziroma za drugi monitor. Zdaj moram jaz to vse skup odklopiti, vzeti ta novega LG-ja, pa ga dejansko postaviti tja. Evo, končno sem zvezil zdaj ta monitor in bom prižgal računalnik, da vidimo dejansko, kaj se dogaja. Ok, prižgali smo monitor. DisplayPort smo povezali z računalnikom. DisplayPort je dejansko kabel, ki omogoča več hercov kot 60. Prav, da gre do 144 hercov. To je prvič, da sem dejansko prižgal ta monitor. Lahko ga daš dol, lahko ga daš gor. Prvo, kar sem opazil, je, da je velik. Hudo, prav zanima me, kako je igrati igrice s tem.
Gremo omogočiti FreeSync, a ne, to je tisto, da ne trga slike. Kakor veste, 60 Hz monitorji trgajo sliko sploh pri hitrih gaming movih. A ne, taki monitorji omogočajo, da povežeš svojo kartico z monitorjem, da kakor slikic gre iz kartic, toliko jih monitor tudi dobi. In s tem dobimo tako lepo, nemoteno sliko. Spomnim pri sebi, ker sem gledal H1Z1 nekaj let nazaj, sem dostikrat umrl, ko je bila hitra akcija, je v bistvu ta sovražnik kar zginil, ga nisem videl in me bol. Pri takih monitorjih, gaming monitorjih, tega naj ne bi bilo, oziroma ga ni. Ima 1 milisekundo odzivnosti. V menuju sem pa tudi opazil, da imaš noter te crosshaire. Veste, kaj so crosshairi? To so za igrice in dejansko lahko malo golfaš, ker si naštimaš pikico na sred ekrana. To omogoča ta gamerski monitor. Zdaj grem pa malo pogledat, kako se kaj igre obnašajo na tem monitorju. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Zdaj sem nekako naštimal oziroma ugotovil, da ti lahko pomanjšaš okno, igraš na desni strani, imaš pa programe kot so OBS. Tole je tako, kot da bi imel 2 monitorja v bistvu v enem. In ker je monitor kar dosti velik, dejansko imaš dosti veliko sliko za igrati. Zdaj, a ne, sky is the limit, če hočeš imeti še več, daš full screen, pa dodaš še en ekran. Naštimo sem si Full HD grafiko, 144 FPS-ov, igramo Fortnite, zraven imamo pa še programe za streamanje. Igranje v načinu Ultra Wide je malo drugače, kot sem navajen. Ful vidiš več, ker je vse skup večji. Razmišljam, da bi dejansko imel tole za gamerski monitor, unga zraven pa za programe, ker več vidiš boljše. Hvala vam lepa za ogled tega posnetka. Jaz bom zdaj naprej pač gamal na temu monitorju. Ful hvala lepa še enkrat LG-ju, da ste mi sponzorirali ta super duper gaming video. Vi pa držite se pa uživite čim več v gamingu. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Hitr se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatelj, tle igrice igram. Prid sem hitr, da ne bom igral jih sam.